Ja, zdaj, že v začetku daj smo povedali danes, da gostimo enega pevca in eno pevko. Začeli bomo z pevko. Natalija z nami, lepo pozdravljena. Živja. Evo, po usklajevanju, mislim, v tretjo ali četrto, smo se le uskladila, ne? Ja, končno. Prvič smo imela sneg, ne? Drugič smo imela, drugič je bila neka faks, pol je bila pa še enkrat vmes neki zapleti, ampak zdaj smo se pa le uspela zmeniti, ne? In no, je pa vseeno zato super, ker zdaj imaš po bistvu kar dva spota za predstaviti, ne? Takrat imela pa samo enega, ne? Kar je pa super, ne? Po drugi strani, ne vem, kje bi začela, mogoče kar pri tem prvem, ki smo ga zdaj videla, Omamljeno srce. Ostaješ pri isti navezi, Koradin Gojlo. Ja, tako no, Omamljeno srce smo ustvarili skupaj s Kevinom Koradinom in Cliffordom Gojlo. Ja, no, in v bistvu pesem, ne vem, jaz sem se zaljubila vanje, že ko sem dobila prvo demo verzijo. Jaz sem takoj vedela, to je to. V bistvu pa sem jaz napisala besedilo, s Kevinom sva pol malo besede zamenjala, tako malo dodala, kaj tako, in v bistvu tako je nastalo Omamljeno srce. Ja. Do danes je spot že ima več kot 18,000 ogledov, kar je zelo velik, ne? Verjetno si zadovoljna? Ja, zelo. Jaz res nisem pričakovala tazga odziva, tako da sem v bistvu bila nad vsako rastočo številko zelo presenečena in zelo ponosna. No. Kaj pa misliš, da je bilo tako všeč poslušalcem? Mislim, da ta pozitivna energija in bit. Sigurno. Jaz delam v vrtcu in moji otroci tam v vrtcu, to so še zdaj skozi pojemo Omamljeno srce. Aha, in zavrtiš? Skozi. Ja, pa ne sam jaz, to doma skozi. Mi tudi starši govorijo, da to doma morajo samo to poslušati. Si se ga okužila, ne? Ja, tako da sem zelo vesela. Najbrž je toliko velika številka tudi zaradi njih. Ja, pa še po starši malo pogledati, pa klikajo vsi, ne? Sej prav. Nekje sem zapisal, zdaj če drži, da je tak nek komad za zaljubljence, je to res? Ja, res je. Ja, sej Omamljeno srce, že naslov v bistvu da vedeti, o čem govori pesem. Ja, pesem govori v bistvu o nekih čustvih zaljubljenosti. In recimo, da bi temu tako rekli, ko si zaljubljen, lahko imaš tudi občutek, da te je nekdo umamil, da te je zastrupil oziroma začaril. No, in v bistvu tako sem tudi jaz čutila, ko sem to pesem pisala. Kje ste zadevo pol tudi posneli? Ja, v bistvu videospot smo snimali na Starem gradu, Grajska terasa v Kamniku. Tam sem jaz tudi imela v bistvu svoj prvi koncert, tako da sem se zelo rada vrnila nazaj. Ja, v bistvu na snimanju videospota je bilo zelo veliko mojih prijateljev. Glavni igralec, ki tudi igra z mano v videospotu, moj prijatelj Jan Vrhovnik. A ja, plesna skupina M-Dance, to so bile tudi v bistvu punce. V bistvu samo eno sem poznala, tako da smo se šele takrat spoznale. In v bistvu ful dobro, no. Jaz sem toliko uživala, tako da... V bistvu ti se pela, oni so malo plesali. Ja, pa tako, v bistvu jaz sem, pač, ko sem jaz povabila moje prijatelje pač na snemanje, sem rekla, jaz bi sam rada, da se imate fajn. Če se boste imeli vi fajn, se bo to videli v videospotu in to bo to. In to bo to, kar pač jaz si želim od vas, a ne. To je vaša naloga, to sem rekla, no. Včasih je problem ljudi povabiti, ko nočejo pol biti pred kamero, pa to... Ja, ampak ne, v bistvu, tako no, pač to so bili moji prijatelji. Jaz nisem rabila nobenega prositi, ker pač tisti, ki so moji prijatelji, se tudi malo zanimajo za to, pač, ne vem, so radi tam, ker sem jaz tam, a ne, tako da, ja, sem ful vesela, no. Super. Mogoče zdaj, ker je pač se bliža Eurosong, ne vem, a ti kaj spremljaš, recimo Emo si spremljala letos? Ja, čeprav jaz sem bolj tako, jaz pogledam pol nastope za nazaj, mislim, da takrat, jaz imam faks pa toliko stvari naenkrat, tako da nisem imela takrat, mislim, da niti časa, pa sem pol pač jaz za nazaj pol malo gledam nastope. Letos prvič celjska zasedba na vrhu, kako so ti všeč LPS? Ja, ful zanimivi. Jaz takoj, ko sem slišala, sem bila tako, kako bi bilo meni to dobro, ko bi jaz to na morju slišala. Prav tako energijo ima ta pesem, ne? Tako prav, tako, a ni res. A si za njih navijala, so bili to prvi favoriti? V bistvu ne. Kaj pa vem? Ne vem, ne, v bistvu nisem imela nobenega tako prav izbranca, da bi rekla, da.
Ta je pa moj favorit. Kaj pa recimo tuje pesmi, si že kaj spremljala, si kaj gledala, Ne, poslušala? nič, Še nič, ne? nič. Boš gledala Eurosong? Ja, to pa Aha, to pa seveda. gledaš. To pa, ja. Letos je tudi se odvijala ta slovenska nota. Si kaj spremljala? Ja, v bistvu sem bila tudi glasbena gostja. Aha, tako si da bila sem tudi bila gostja? zraven, ja, sem Aha, ful kako vesela. se ti je kaj dopadlo? Ja, ful dobro, no, bila je tudi moja prijateljica, finalistka, tako da, ja, super. Zelo sem bila navdušena nad zmagovalko. Res, jaz sem v bistvu... Si navijala za njo? Ja, v bistvu pač moja prijateljica je bila še zraven, tako da sem potiho navijala za obe, a ne, kakorkoli bi bilo super, ampak ja, zelo sem bila, se mi je zdela res zaslužena zmaga, no, tako. Aha, pa tudi letos je bilo recimo zelo zanimivo, Ema Fresh, ne? Ja. Vsi iz Eme Fresh, pol na koncu tudi v finalu Eme, ne? Kar recimo zelo veliko mladih glasbenikov se prebija, ne? Ja, na odre, tudi ne? pa res. Tudi tukaj je bila ena moja prijateljica in pač res, mislim, res dobro. In sem res vesela, da so uvedli Emo Fresh, no, ker se mi zdi, da to rabimo mladi glasbeniki, a ne seveda. Žal ti na Emi Fresh več ne more sodelovati, Ja, ne? res je. Ampak je pa priložnost na Emi, ne? Verjetno Ja. neke ambicije so, ne? Dolgoročno, Ja, ne? jaz upam, da kdaj pa res, mislim, moja velika želja je, da pač se nekoč preizkusim tudi na tem odru, bomo videli, ne vem še, nimam še zapovedati, kdaj točno, no, ampak seveda pa želja in sanje so. Super. Zdaj, pred gremo na tvoj drugi spot, imaš priložnost nazdraviš tem še emo lončki, lahko probaš, kak se kaj pije z njih. Vsi tisti, ki pa nas gledate, prvi, ki nas pokliče, dobije tale super lonček, iz katerega Natalija pije. Je v redu lonček? Super, lepe barve. Evo, lahko izbirajo v tem svetlim ali pa v črnim. Kjer ga bi ti raj? Meni je črn ful Črn ti je bolj všeč? Ja, ja. Super. Evo, zdaj pa kviz, ne, glasbeni preizkus, zdaj si se malo osvežila, ne, in sicer 3 vprašanja za tebe. In sicer me zanima, no, prvi je res, ni težek, ampak zdaj, če ne spremljaš toliko, ne, to je statistika, ne, danes smo bolj na statistiki. Kolikrat je Slovenija že nastopala na Eurosongu? Madonca. Velikrat, ne? Velikrat. Ja. Začel se je tam leta, recimo, lahko ti malo pomaga, mislim, da je bil prvi nastop, je bil 92 ali 93, ne? Tam nekje se je začel. Moraš pa vedeti, da pa nismo vsako leto sodelovali, ne? Vmes je bilo nekaj, tako da to je kot pomoč, zdaj pa ti sama poveš številko, ne? Recimo, da rečem, ne vem, ampak rečem 20krat. To je taka številka. Aha. Ne, a sem zelo falila, a sem Ja, ful sem falila, a ne? V bistvu je odgovor žal ni pravilen, ne? Zdaj pa ABC, ne? Aha, 22, 24 ali 27? 27. 27. To pa je pravilen odgovor. Evo, 1 točka in nisi na zadnjem mestu, ne? So že bili tudi, nažalost, z 0 točkami odhajali domov, ne? Danes se boriš za prvo mesto na ženski lestvici. 6 točk je zbrala Taja Božič. Na moški pa vodita Kris in pa Dejan Dogaja 7 točk. Tako da danes imaš priložnost, zdaj, če imaš 2 točna odgovora, se izenači z Dejanom in s Krisom, ne? Ok, zdaj pa že malo težje vprašanje, ne? Leta 2004 so na Eurosongu uvedli polfinala, prej so bili direkt finali, ne? Ni bilo izloča, ne? Večero, ne? In zdaj od 2004 do danes, se pravi v 18 letih, ne? Kolikrat je Slovenija obstala v polfinalu, da ni prišla v finale? To sicer ni tako težko vprašanje, ker veš, da v finalu pa grozen velik pa ni bilo, mislim, vemo, ne, velikrat obstanemo v polfinalu, ne. No. Ja. Ja, torej, ni bilo velikrat. Mislim, ja, ne, čeprav, ne. Madonca. Kolikrat smo nesrečno obstali v polfinalu? Od 2004 do 2022. Od 2004, tako je, ja. Dobar, letos upamo, da ne bomo zraven, ne, ampak Ja, dobro. ja. Torej, Pa enkrat je odpadlo, ko je bila korona, ne, to že lahko odštejemo, ne, več pa ne bom pomagal. rečem ena zlata sredina. Zlata sredina, koliko je to? Ja, tam nekje 7, 8, tako tam. 8? Ja.
8, žal ni pravilni odgovor, ne? 9, 10 ali 11. Ja, velikrat njim uspel, ne? Redki so bili te finali, ne? Smo bolj neko za ja, ne? Pa rečem 10. Ali pa 11. 11? No, 11 je pravilno. Zdaj imaš pa že 2 točke, ne? Zdaj sicer ne boš na prvem mestu, ampak 2 točke so lep uspeh, ne? Moj koliko bo danes zbral Dejan, ne? Mogoče boš pa njega premagala, ne? Ok, zdaj pa ta zadnje vprašanje je pa zelo težko, ne? In sicer me zanima, zdaj, ok, štel ti bom, če boš eno letnico uganila, ne? 2krat smo bili na 7. mestu. Darja, Švajger in pa Nuša Derenda. 2krat 7. mesto. Zdaj pa, če boš uganila eno ali pa drugo letnico, ne? To je bilo že nekaj časa nazaj. Zdaj imaš v bistvu res, vprašanje je težko, ampak v bistvu po drugi strani... A sem že takrat bila živa? Ne vem. Darja Švajger, ja, ona v bistvu, ona je bila, prisluhni mi, a to ta pesem. Ja, drži. To sem jaz še pela, sem še enkrat nastopala, ker sem bila še manjša. Torej, jaz sem nastopala to v osnovni šoli. 2-1, 2-10. Rečem, recimo, 2014. 2014. Ja. Da je bil kdo? Da je bila Darja. Da je bila Darja 2014 na Eurosongu. Ne vem. To si pa kar mimo udarila. A sem ful mimo? Aha, ok. Ok, zdaj bom pa pomoč. Se pravi, letnice so od 1992 do 2005. Zdaj, 2 leti. To sem pa fejs mi. Ja, to si pa fejs valila, ja. Pa sem pa jaz to za nazaj pela. Ja, to si pa za nazaj, ja. Zdaj pa kjera letnica. Zdaj imaš, kaj bolj ti ne morem pomagati, ne, ker zdaj imaš 2 opcije za odgovor, ne. Torej, zdaj od 1900, koliko? 92 do 2005. Eno letnico moraš uganiti, ne, pa smo tu. 2004. 2004, da bi bila. Moj zadnji odgovor, najbrž ni prav, ampak se. Kdo pa bil 2004? Darja. Ne, Nuša. Ja. Če ni črno, je pa bilo. Zdaj, Darja Švajger je bila leta 95, 7, ne? To je bila Darja, ne? Zdaj, Nuša pa 2001. Takrat sem se jaz rodila. Pa še hotela sem reči, a rečem, no, vidiš, svojo letom rojstva pa nisem. Vidiš, ne? In takrat najuspešnejši in potem do danes pač vsi z manj uspeha, ne? Mogoče letos kaj več, ne? Stavnice nam ne kaže dobro, ampak nikoli ne veš, kaj bo strokovna komisija rekla, ne? Ok, zdaj pa gremo nazaj v tvoje vode, ne, spet. Tvoja pesem tvoja, ne? Ja. Ok, kaj si hotela s to pesmijo povedati v bistvu? Ja, v bistvu. Jaz, ko sem pisala besedilo, sem se postavila v kožo sebe pred leti. In sicer pač, ja, pesem govori o nekih... o neki neizogibni želji oziroma potrebi po neki osebi, ampak hkrati zavedanju, da ta oseba res ni v redu in da sam teč stran, nekako. Tako da ja, no, v bistvu v pesmi pač govorimo o tem, no, da se pač stalno vrtiš v nekem krogu, ki bi pač fanta bi rada imela, ampak vem, da pač ni... Ampak na koncu spota pa najdeš enega, ne? Ja, ampak v bistvu, jaz sem v videospotu, pač, ko sem delala scenarij, sem jaz si to tako zamislila, ne? Pol na koncu v bistvu policija pride, pač z lučkami se nakaže pač, da prihod policije in v bistvu mi dva ne zbeživa v isto smer, ampak v drugo. Vsak v svojo. Potem, to je na koncu? Ja, to je na koncu. A je na koncu, pa sem pa spregledal, ja. Ja. Tako da v bistvu s tem... Sedaj si ostaneš pol sama, ne? Ja, ugotovim, da Koliko si jih pa zavrnala v spotu? Ne, sej, v bistvu, ne, nobenega, v bistvu, v videospotu... Ne, tako v bistvu v videospotu pač... Odklonila.
Ne, v bistvu bolj pač video spot prikazuje pač neko zgodbo med nama s tem fantom in v bistvu pač kako se vse čas nekaj gledava in kako želiva biti v bistvu drug z drugim in na koncu greva, ampak pol pa pač vsak po svoje. Spet tvoji prijatelji v spotu? Ja. Aha, spet. Ja, spet. Ja, tako, no, meni je ful dobro, če so zraven, ne, zato ker takrat pa ni nič tako težko. Mislim, se ne, da je težko, ampak ful je vse lažje, ne, če veš, da kamorkoli se obrneš, so vsi tam zate, ne. Tako da, Tisti cel dan, ko so mogli tam biti, niso bili tako živčni. Ja, pa malo je bilo mrzno, ko smo v garažnih hiši, ne. Kdaj ste to snemali? Pozimi enkrat, ne? V bistvu, kdaj smo snemali? Septembra? Aha, takrat je že kar, ja. Ja, septembra. Ne, kasneje smo snemali, piš pokaj, to je pa oktober, ker bi se pa tako bolj poletno oblečeni, ne? Ja, tako, ne moramo biti v bundah, saj jaz sem vse imela. A ste malo posneli kader, pa hitro se oblekli? Ja, oni so večinoma, oni so pač itak valjda na snemanjih videospotov veliko čakanja, ne. Oni so pač najprej pač dosti čakali, sem tudi organizirala, da so imeli grelce tam, da v bistvu, da jih ni toliko zebala, ne. Pol pa v bistvu so vskočili v kader, toliko, da smo posneli. Pa so nas pa že malo preganjali, da moramo hitro iti, ker pač se je garaža zapirala, tako da je bilo kar tako, no. Koliko ste pa snemali to pol? Torej, jaz sem bila v 5 že tam, recimo, da smo pol z lastniki se zmenili, pač z lastniki garaže, da smo do nekje, mislim, da smo bili na koncu do 10, 15 čez 10. No pa ste kar hitro posneli. Ja, kar hitro. Ja, mislim, da če nas ne bi že malo preganjali, da bi še malo snemali. Ja, še pač probaš malo kadrov še ponoviti. Ja. Kako si pa samim spotom in z izdelkom zadovoljna, z ogledi? Ja, ful. Pač tako, ful sem zadovoljna z videospotom, ker sem si zaželela starodobnike. In sem jih dobila, vsi so mi rekli, Natalija, ne boš to dobila, sploh pa ne 4, jaz sem si zaželela 4 starodobnike in so vsi tako, kje boš ti to dobila? No, v bistvu pa sem pa, hvala Bogu, ne vem, nekdo mi pomaga, ja, pač sem pa v bistvu dobila, stopila v kontakt z lastniki starodobnikov in v bistvu so mi prišli nasprot in so mi posodili starodobnike. Tako da, ja, ful sem zadovoljna, res, pa spet ja, ker so pač moji prijatelji noter, isto imam enega igralca, Matej Moškerc in tako da ja. In spet ista zasedba? Ja, Clifford Gojlo pa Kevin Koradin. Ostajaš, ne menjaš, ne? Ne, mislim, da smo našli skupen jezik. Spot je res zanimiv, me pa zanima zdaj, kako si ti zdaj zapladni za letošnjo sezono, še kakšen spot, ali si se zdaj bolj osredotočila na nastope? V bistvu novo pesem imamo na meni, zdaj bomo videli, kako bodo pač nas poti zanesle. Jeseni, nova pesem, pa tako, pač na meni imam narediti kakšen koncert zdaj med poletjem, ker se bo tudi malo vse sprostilo, ker ne bo toliko natempiranega urnika, ne. Tako da, ja, ampak nič pa še ni točno rečen, tudi ne maram točno reči, zato ker vedno mi pol neki uide, pa pač, ja, tako. Boš pa verjetno vse na Facebooku objavila, ko bo kaj bolj znanga, ne? Ja, zdaj bo verjetno čas za nastope, zdaj se odpirajo zadeve in vsaj do septembra, no, potem pa. Res. Zdaj pa mislim, da že vsi rabimo to, no, je že res pogrešam. Zdaj bo norija, ne, kjerkoli bo koncert, bo poln ljudi, ne? Zdaj treba izkoristiti, ne? Res. Super. Natalija, hvala, da si prišla, da si nam prišla ta dva spota predstaviti. Morda za konec še besedico kratko za naše gledalce in gledalke, potem si gremo pa spot skupaj pogledati. Izvoli. Ja, jaz vas zelo lepo vabim k poslušanju mojih pesmi. Upam, da vam bodo všeč, kot so meni. In ja, se gledamo. Čau.